zakaj se držiš tako kislo? Vsako soboto kuhaš mulo. Peljemo te na izlet. Peljemo te. Vedno gremo tja, kjer je mir, pa dolgočasno, da je kaj. Prvič videl boš Postojnsko jamo, drugič tudi Laura starši bo tam. Tretjič, vi se boste krasno imeli ali pa boste spali. Tako ste potrebni počitka. Midva pa bova gledala, kako avtomobili vozijo proti morju. Se vama ne zdi, da sem zato malo prevelik? Ne, molc ti, nikoli nisi zadovoljen. Pa Postojnski grad je v bližini gostišča, kjer bomo spali. Muzejske ruševine. Tiho. Poglejte, Stane, Nina in Laura nas prehitevajo. Dobra volja je najbolja. Gremo. Hodišči nam naproti. A tvoja tudi spita. Vse je vedno isto. Gremo na morje ali v Kranjsko ali v to predjamo. Tako sta utrujena. Ko pa se zbudita, samo vpijeta Marko, Marko. Veš kaj, pojdiva kam. Teciva do tiste cerkvice. Kdo bo prvi? Počakaj, na 3. 1, 2, 3. Sem že prvi. Hej, kje pa si? Laura! Laura! Tukaj sem. Kje? Laura! Tu, v tem velikem drevesu. V tej lipi? Kako pa si prišla noter? Drevo je votlo in skozi veliko luknjo sem se splazila van. Kakšna lipa! Saj jo 5 mož ne objame. Tu notri pa je prostora za pol razreda. Poglej, nebo se vidi. Čudno, da še raste in zeleni, ko je votlo. Čudeži narave so to, Marko. Zdi se mi, kot bi bila v katedrali. Menda je lipo posadila neka deklica, ki je ljubila roparskega viteza Erazma Jamskega. Kako pa to veš? V knjigah piše. In tu spodaj je pokopan. Pravzaprav ni lepo, da hodiva po njegovem grobu. Obsedena si z zgodbami o kraljevičih in zaljubljenih princeskah. Knjige ti samo mešajo glavo. Važič, nisem govorila o kraljeviču in princeski, pač pa o deklici iz te vasi. Predjama se imenuje. Zaljubljena je bila v roparskega viteza. Ko so ga ubili, ga je pokopala poleg te cerkvice, na njegov grob pa je posadila to lipo za večen spomin. In ta lipa je sedaj votla. Butelj, saj stara več 100 let. A je ta cerkvica starejša? Poglej, kaj piše. Cerkev žalostne Marije Božje. Leta 1449 jo je posvetil tržaški škof Enej Silvi, poznejši papež Pij II. 550 let je stara. Pojdiva še do gradu. Erazem je živel v njem. Tako ogromen grad, pa je stisnjen ob steno kot orlovo gnezdo. Kakšna velika luknja zeva nad njim v navpični steni. Res je mogočen, saj je bil Erazmov. Pa kaj, če je bil? Erazem je bil ropar. In vitez. Vem, zakaj se imenuje Predjamski grad. Zato, ker stoji pred veliko jamo. Veš, Marko, če bi bila princeska, bi hotela imeti prav takšen grad. Tako velik, na tako mirnem kraju. Pa smo tam. Govoriš kot moja mama. Ves dan bi se lahko sprehajala po njegovih sobanah in po dolgih hodnikih in prelepe obleke bi mi oblačile spletične. Pa si res prismojena. A veš, katero leto se piše? 1997. Ti pa hrepeniš po letu 1450. Ti pa res nisi prav nič romantičen. To delajo računalniki. In pik, pik, pik. Računalniške igrice, da veš. Poglej, tam v grmovju se nekaj sveti. Zlato. Počakaj, grem iskat. A je zlato? Punce, mislite samo na zlato. Nekakšen obesek je. Kot plastika je videti, ali pa smola. Na, robec, dobro ga obriši. Ne pljuvaj, pacek. Poglej, košček smole.
in v njej se jasno vidi mravlja. To je jantar, okamenela smola. V šoli smo se učili o tem. Nekoč davno je smola praiglavca zalila mravljo in potem je okamenela. To je gotovo staro 1 milijon let. Poglej, tu ima pritrjen obroček za obesek. Okovan je v zlato. Gotovo je obesek kakšne princeske ali kraljične. Me zafrkavaš? V tem gradu že niso živele kraljične, kvečjemu grofične. Obriši ga še malo. Ampak Marko, poglej, grad je izginil. In ta sneg, odkot sneg? Saj smo sredi poletja. Marko! Grad se je udaril v zemljo. Izginil je kot kafra. Poglej vas, nekaj razmajanih hiš. Kje pa sva? Tudi lipa je izginila. Samo cerkvica stoji. In reka Lokva, poglej, kako divje boči skozi dolino. Pojdiva, Marko, mene je strah. Poglej, pa saj še stoji grad, samo drugačen. Sprednja stran in vhod se vidita, vse drugo pa je živa skala. Le kako se pride noter? Poglej, tam na desni so v skalo vklesane stopnice. Kako so strme. In ozek dvižni most čez reko Lokva. Pst, nekomu se hudo mudi. Čuden možak, oblečen v usnje in železo. Pa kako dolg meč mu visi za pasom. Le kam je izginil? Grad mora imeti še en vhod. Pojdiva pogledat. Marko, počakaj me. Ne vem, če je pametno. Grad je izginil, naša gostilna tudi. Poleti leži sneg po bregovih. Tisti vitez pa se mi je zdel čisto pravi. Greva, pa potiho. Daj mi roko. Se lahko dvižni most podre? Trapa, če se pod jezdecem in konjem ni, se tudi pod nama ne bo. Tu so še ena vrata. To je hlev. Na tistem konju je prijahal jezdec. Čigava pa sta vidva? Maričkina iz vasi? Pridita noter, ali pa pojdita ven. Dvigniti moram dvižni most. Mrak se že dela. Kaj pa delate tukaj? A ste od muzeja? Oskrbnik? Pa sta res čudna. Oskrbnik. Jaz sem sluga ponižni gospoda Erasma Jamskega von Luegerja. Brencljev Luka. Dodače Lukeš. Zdaj sem še sluga, a nekoč bom svobodnjak. Denar hranim, da si bom od gospoda kupil svobodo. Kupil svobodo? Ja, več kot pol denarja že imam. Še parkrat bomo šli na roparski pohod, pa ga bo dovolj. Ja, potem bom gospod, svoboden bom in plemič. Zakaj pa ste dvignili most? Zdaj ne more nihče iz gradu. Važno je, da nihče ne more v grad. Kdor ne pozna skrivne poti. Zakaj? Našega gospoda Erasma že spet lovijo deželni glavar baron Gašper Raubar. Rad bi ga ujel. Njegovi hlapci ga lovijo po vsej dolini. In če se primajajo sem, ne bodo mogli čez deročo Lokvo in prepad. Tako smo varni. A je vidite se razen prijahal pravkar v grad? No, ne sprašujte preveč. Pridite, gremo na razgledni stolp. Samo nekaj stopnic bo treba preskočiti. Nekaj stopnic preskočiti, kot bi šli na nebotičnik. Hodi tiho. No, pa smo na razgledni ploščadi. Sedaj pa tiho. Vidite tam v daljavi 2 konjenika? Nekaj iščeta. Ja,
Sledi našega gospoda Erazma. Odkrili so nas. Do prepada sta prijahala. Dobro, da ste dvignili dvižni most. Razbojnik! Zdaj te pa imamo! V mišnici si! Izstradali te bomo! Tebe in tvoje pomočnike! Čakali te bomo tukaj in ko ti bodo dobra krulila v želodcu, boš ponižno prilezu ven! En jezdec je odjahal. Ja, povedat gre baronu Rauberju. No, tu me počakajte. Po gospodarja stopim. Oho, kdo pa sta vidva? Odkrili so nas, gospod. Saj sem rekel, da ne jahajte o vas. Baronu pred nos. Čigava pa si, princeska? Maričkina, kaj pa ste naredili, gospod, da vas baron lovi? To niso otroške zgodbe. Je pa otroško obnašanje. Saj nisem 2 leti stara. Maričkina deklica, ja. Cesar je naročil baronu, naj me ujame in privede na Dunaj, kjer bi me radi obesili. Ubil sem nekaj cesarjevih vojakov v poštenem boju. Od takrat nimam miru in se moram preživljati z ropanjem bogatinov. Zato me iščejo po vsej deželi. Pa ni tako lahko ujeti Erazma Jamskega. Ti si pa res ena jezikava deklica. Še dobro, da se gospod ni razjezil. Lahko bi te v besu vrgel čez obzidje. Marko! No, pojdita, gremo v kuhinjo. Prav pošteno mi kruli v želodcu in po dobri mesni juhi diši. Poglej, Marko, koliko bradatih in kosmatih mož. Vsakemu visi za pasom meč. So to razbojniki? Tiho boji njej. Premišljujem, kako bova prišla iz tega gradu. Prosiva Lukeža, naj nama spusti dvižni most. Si nora! Na drugi strani čaka Rauberjev voščak. Presekal naj jo bo na pol. Premisliva, kaj se je zgodilo. Ko sva zlezla iz lipovega debla, sva hotela v grad. Zagledal sem nekaj bleščečega. Šel sem iskat, našel in očistil sem obesek. Tu ga imam. Podrgnil sem. To je to. To je to. Laura, na razglednem stolpu sediva. Roparji so izginili. Tudi grad je drugačen. Ruševinast. Snegani, marjetice in regratove lučke vidim vse povsod. To je čarovnija, ja. Ko podrgneš ta čarobni jantar po rokavu, se sprosti neka skrivnostna energija in naj jo postavi v drug čas. Spravi obesek v žep, greva domov. O, tička! Pa sem vaju ujel. Kar za ston se potikata po gradu, ne da bi plačala vstopnino. Sem vaju prestrašil. Ano, naj vama bo tokrat. Zdaj pa pod noge zapiramo. Hvala, nasvidenje. Kje sta prišla v grad? Se ni nobenega drugega vhoda. In ves čas se nisem ganil od vratarnice. Le kako ste se izmuznila. No, zdaj bom pa lahko malo zadremal. Pojdiva nazaj. Pojdiva domov. Zanima me, kaj je z Erazmom Jamskim. Ti pojdi domov. Ne, s teboj grem. Zmuzniti se bova morala mimo čuvaja. Ne sme naj opaziti. Pazljivo odpri vrata. Desni hodnik, hitro. Zdaj pa počakaj, da podrgnem jantarjev obesek v rokav. Poglej, Lukeš in razbojniki nekaj nesejo. To je razčetverjen vol. Na razgledno ploščad grejo. Pojdiva za njimi. Marko,
Sneg je izginil. Pomladni čas je. Zrele češnje vidim na drevju. To je pa res čudno. Poglej, koliko vojakov barona Raubarja je tam doli. Šotore so si postavili in ogenj kurijo. Gospod, pol leta že oblegajo grad. Ti baronovi vojščaki so bolj lačni kot mi, ki nismo lačni. Sej jim bomo pripravili pojedino. Ohoj! Vas povabim na pojedino. Ja, pa ker ne znate priti k meni, vam bom jaz poslal meso, da ne umrete od lakote. Vrzite vse 4 kose vola čez obzidje. Dobrote vam bodo padle z neba. Ja, jih pa res daje lakota. Slabega gospodarja imajo, veš? Vojakom si vrgal zadnjega vola, da bi me prelisičil, pa me ne boš. Pol leta ste zaprti v gradu, še pol počakamo, če bo treba. Gospod baron bi raje jedel koštrunčka? Enega ali 2? A? Morda pa bi raje prišel sem v grad na večerjo. Lahko bi se na lastne oči prepričal, kakšen raj nas obdaja. Dovolj živine se pase po pašnikih, sadni in zelenjavni vrtovi nam rodijo dovolj, pa tudi ribnik poln klenov in postrvi imamo. Lukeš, vrzi mu koštruna za začetek. Naj vam tekne. Pa še košaro zrelih češenj vam bo prinesel moj služabnik. Če mi obljubite, da se mu ne bo nič zgodilo in ga boste pustili nazaj. Češnje se komaj cvetijo, tam me pa vleče za nos. Na odgovor čakam. Velja! Pustili ga bomo nazaj! Pa ja, ne jaz. Seveda, vzemi jerbas češenj in jih izroči baronu, z mojimi pozdravi. Dobro. Po lestvi bo moral do strmih stopnic. Kaj pa, če bodo baronovi vojaki po lestvi vdrli v grad? To je okana. Poglej, saj so lestev dvignili. Sveže češnje, baron Raubar. Pridi, Lukaš, povabim te na kozarec dobrega vina. Ta bi se mi pa res prilegel. No, kar natoči si, kolikor ti srce poželi. Pa še enega daj, se vidim, da si žejen. Sem slišal, da si boš kupil svobodo. Menda bi rad postal plemič. Ja, to je moja želja. No, natoči si še eno kupico. Ja. Če bi služil meni, bi bil svoboden, pa še denar bi lahko obdržal. Kaj praviš, a? Ne bi bilo treba kupovati svobode? No, seveda ne. Bogat človek sem in svojim zvestim služabnikom dam svobodo za ston. Ja. Seveda bi moral služiti meni. Če bi mi spravil v roke Erazma živega ali mrtvega, bi ti ne dal samo svobode, tudi nagradil bi te. To pa že ne. Svojega gospodarja Erazma že ne bom izdal. Grem. Sej sem se samo pošalil. No, ko si tako zvest svojemu gospodarju, ti podarim to srebrno kupo, iz katere si pil. Ja? No, kar nekaj boš iztržil za njo, ko si boš kupoval svobodo. Na, pa še nekaj srebrnikov ti dam. Straža, pospremi gospoda. Poglej, Marko, kako se Lukaš opoteka. Napili so ga.
Saj bo še z lestve padel. Morda bom pa vsakokrat dobil vrč, iz katerega bom pil. Ja, to bom bogat, ampak nikomor niti besede. No, dobro so te napili, Lukaš. Ja, dobro vino imajo. Iz hvaležnosti so mi natočili nekaj kupiti, da poskusim, ne? Drugič pa ga bom prinesel v grad. No, že dobro, že dobro. Samo baronu Raubarju ne smeš izdati, da češnje prinašamo skozi skrivni rov iz Vipavske doline, kjer je sadje zrelo že nekaj tednov prej kot pri nas. Tega ne bom nikoli izdal, tudi če mi nastavijo nož na grlo, ne. Zlat nož včasih naredi čudeže, Lukaš. Baron Rauber ga hoče podkupiti, da bi izdal Erasma. Misliš, da bi mu morala povedati? Ne, zgodovine ne smeva spreminjati. Lahko bi naj doletela kazen. Škoda zavite za Erasma. Pojdiva raje domov. Zvečer gremo domov. Pa zakaj? Pa tako fino je. A fino? Ja, a se ne dolgočasita? Doma je vroče in v tistih trapastih blokih je dolg čas. Nobene prave družbe. Nobene prave družbe, se me bo kap. No, pojdita, pojdita. Do večera. Takoj morava v grad. Danes je zadnji dan, ko lahko vidiva Erasma. Si zaljubljena vanj? Butelj. Zanima me, kaj se bo še zgodilo v gradu. Kaj neki, saj vemo iz zgodovine. Prebral sem v knjigi o predjamskem gradu. Erasma so ubili s topovskim strelom, to je vse. Mogoče pa bi lahko Erasmu kako pomagala. Ne, da bi spreminjala zgodovino. Mogoče bi jo spremenila samo malo. No, pohiti. Punce ste pa res romantične. Krevska vrata so razbili. Toliko kamnov smo zvalili v luknjo, da jih ne bodo odstranili 100 let. Konje so pa pobili. O, vse jih imamo dovolj ob izhodu iz skrivnega rova. Kako se je to zgodilo? Raubarjevi vojaki so posekali drevje, ki je raslo na oni strani, tako da je nekaj debel padlo čez prepad. Potem so čez ta debla splezali vojaki do vrat konjskega hleva in jih razbili. Naši vojaki so komaj ušli, presenetili so nas. Gotovo so spet lačni. Prav divji so, kadar jih pesti lakota. Ne izzivajte jih, gospod Erasm. Ohoj! Gospod baron! Pošljem vam svežih postrvi in jagod. Pokrepčajte se. Takoj pošljem služabnika. Služabnik, prinesi vina in največjo čašo za gosta. Moram podkupiti tega Lukeža. Cesar na Dunaju je že nestrpen. Že celo leto gledam Erasma, pa nič. Še deželno glavarstvo v Trstu bom izgubil. Pozdravljeni. Ta dva jerbasa postrvi in jagod pošilja moj gospodar. Pa naj vam tekneta. Sedi, Lukež. Ja. Natoči si. Spij kupico ali dve, saj se ti ne modi. Pa še kakšno rečeva. No, natoči si kar sam. V to srebrno kupo. Ampak se je polna srebrnikov. No, pa drugo vzemi, pa natoči še meni. Dobro kapljico imate, to pa to.
Sej sva skoraj že prijatelja. a? Ja, Celo leto oblegamo grad. Kaj, ko bi končali to igro? končali? Lukaš, pride čas, ko je treba plačati vsak zapitek. Kako to mislite? Dobival si darove. Zdaj bi moral tudi ti meni kaj podariti. Naprimer, gospoda Viteza Erazma. To pa ne. Saj sem vam že na začetku povedal, da ga ne bom izdal. No, srebrne kupe, srebrnike in zlatnike si pa imel. Stavim, da gospodarju nisi povedal za darila. Ali si? No ja, vsega mu ni treba vedeti, ne? No, kaj pa, če mu jaz povem? Takole bo. Nocoj mi boš izročil Erazma, sicer mu povem, koliko denarja sem ti zdajal. Pobral ti bo dragocenosti in denar. Saj je roparke, ne? In adijo tvoja svoboda. Ne, nikar. Samo to ne, no. Saj imaš že načrt, a ne? No? No, takole vse svoje topove namerite v tisto majhno sobico čisto na levi. Jo vidite? Samo eno lino ima. To je tisti prostor, kamor hodi še cesar peš. Preden bo zvečer šel Erazem po običaju tja, bo mu lino postavil gorečo svečo. Na to počakajte, da se bo gospod dobro usedel, potem pa ustrelite tja z vseh topov. Tam je stena najtanjša, komaj čevelj debela. Ko bo gospodar mrtev, nam boš odprl vrata. Odlično. Toda gorje, če me hočeš prelisičiti. Ne. Vrv ti ne uide. Zapomni si. Zdaj pa se poberi. Kakor se obrnem, imam zadnjo plat zadaj. Lukaš, pridi, večerja te čaka. Kaj pa si tako čimeren? Jaz bi bil tudi živčen. Kaj pa ti veš? Vse vem. A boš nocoj prižgal svečo? Kaj se tukaj dogaja? Spati grem. Seveda, baron Raubar te je pogostil. Kot vedno prideš od njega pijan in namrgodan. Pustite me na miru. Spati grem. Hej, Lukaš, počakaj. Ti je danes preoska pot, ha? Pregloboko si pogledal kozarec. Kaj pa ti je danes? Lukaš, tako čudno se vedeš. No, pridi, mi boš posvetil, tam na noč je. No, saj veš, da grem vsak večer v kamrico, no. Ampak danes ne pojdite, tako črna noč je zunaj. Od kdaj se pa črne noči bojiš? Tu je Oljenka, da boš lažje našel pot. No, greva. Ne, nikar ne hodite tja, vidite se razen. Žal mi je to, da nisem vam bil zvest, kako ne vam razložim. Saj me ni strah teme, pa lahko ugasnem Oljenko. Pijan si. Pojdiva. No, postavi luč na okno in spravi se mi s poti. Gospodar, ne hodite tja, izdal sem vas. Zapri vrata in me počakaj. Gospodar, izdal sem vas, nisem vam bil zvest.
Lukeš. Vseeno si mi bil zvest. Do smrti. Stari moj Lukeš. Zdaj je res svoboden. Samo drugače, kot si je želel. Hotel je postati plemič. Se tudi bo. Pomagajte mi. Oblecimo ga v moja oblačila. Jaz pa bom oblekel njegova. Potem bomo odšli skozi skrivni rov v Vipavsko dolino. Vzemite s seboj vse, kar imate vrednega, ker se ne bomo več vrnili. Otroka, bi mi naredila uslugo? Ja, Ja, Ko bomo odšli, spustita lestev skozi vhod. Pojdita k gospodu Raubarju in mu povejta, da je razbojniški vitez Erazem Jamski von Lueger mrtev. Tudi truplo mu pokažita. Potem pojdita v vas. Poiščita Mankočevo Francesko. Ja? In ji povejta, kaj se je zgodilo. Naj pokoplje Lukeževo telo, kot da je moje, in na grob naj v spomin zasadi lipo. In povejta ji, da bom prišel po njo čez kakšen teden, ko bo Raubar svojo drhaljo odšel. Potem so se hlapci z Erazmom naglo pobrali proti stopnicam, ki so iz zgornje sobane vodile strmo navzgor. Tam je bil skrivni izhod na drugo stran hriba. Vitez Erazem se je na začetku rova obrnil, žalostno se je nasmehnil in pomežiknil otrokoma. Marko in Laura sta se napotila navzdol. Pri glavnem vhodu sta z veliko težavo spustila veliko lestev skozi vhod, splezala sta po njej do ozkih stopnic, usekanih v živo skalo. Nasproti so jima pritekli baronovi vojaki. peljite naju k baronu Gašperju Raubarju. Sporočilo ima vazan. Roparski vitez Erazem Jamski von Lueger je mrtev. Marko je pomislil, da morata potem s sporočilom še k Erazmovi Franceski. Ko ji bosta povedala skrivno sporočilo, se lahko s pomočjo čarobnega jantarja vrneta domov.